Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Beseda tokratne Beletrine v živo bo tekla o romanu z naslovom Gral. Romanu o med drugim neumnosti in strahovih, ki niso potrebni, pa vseeno so. In katerega avtor je Vlado Žabot. Vlado, zdrav. Pozdravljen. Delo sestavlja 32 poglavij, ki se jih preko fine literarne finte dotikata prolog v pisateljevi delovni sobi in epilog. Vlado, a bi najprej opisali prvi, temu bi lahko rekli, metafikcijski zaplet iz prologa, ko sta ob pisatelju tako ali drugače navzoči še dve osebi, junaka, morda karkoli že, ki nista nikoli zares umrla. Ja, ta sogovornika, ne vem, osebi, ki spremljata nekako z očmi, s pogledi, ne vem, s svojo prisotnostjo, pisateljsko zgubljenost najprej, iskanje, sta Franc Jožef, Habsburško-Lotarinški in Jezus Kristus Nazareški. Jaz sem take, gre za sliki, ne? Ampak v tej pisateljski fikciji, metafikciji, nekako uživita in pisatelj z njima vzpostavi dialog. Zdaj, ta dialog seveda je motiviran z nekim iskanjem odgovorov, med drugim tudi odgovorov na vprašanja v zvezi s klanjem, s pobijanjem, s vsem brezbožnim početjem v prvi svetovni vojni. Pisatelj namreč pod tisto domačijo videva križe v nekem vojaškem četnem postroju, sicer so zaraščeni, zapuščeni, zavrženi, pozabljeni, ampak vendarle gre za križe, gre za nek spomin na ljudi, ki so pač padli, ki so kdo ve kje pokopani, ni nujno, da so tam. In pisatelju se zazdi, da ti križi nekako hočejo vzleteti, da nekako hočejo se osvoboditi iz vsega tega, kar so jih postavili in zakaj so jih postavili. No, ker sta tako Franc Jožef, avstro-ogrski cesar, kot Jezus Kristus nekako bila prisotna v tej moriji prve svetovne vojne, pisatelja seveda zanima, kako sedaj njiju obravnavati v zvezi s vsemi temi žrtvami in vsem tem, kar se je pač dogajalo v prvi svetovni vojni in po njej. Najprej pomisli, da Franca Jožefa ukrivi za to, ker je res vojno nekako začel. Potem pomisli tudi, da je Jezus Kristus, če res živ, če res spremlja dogajanje na svetu, nekako sokriv, ker je v njegovem imenu se to dogajalo. Namreč duhovščina in cela hierarhija oblastna je malikovala Franca Jožefa v apostolskega cesarja, Jezusa Kristusa pa v nekakšen tudi malik, pred katerim je potrebno biti ponižen, poslušen in skratka veren do te mere, da lahko tudi ubijaš. No, in tu je zdaj ta nek konflikt. Pisatelj
dojame, da je pravzaprav pesnik Jezus Kristus na nek način bil zlorabljen. Njegova poezija ljubezni do bližnjega, zapoved ljubezni je bila od teh posvetnih oblasti zlorabljena in tudi Kristus kot Malik v tej vojni je bil zlorabljen. Namreč Kristusa se ne sme malikovati. Kristus ob recimo znamenju križa, bodisi na razpotju, bodisi na grobovih, ne smeš gledati kot nekaj, pred čemer se boš ti klanjal, zato da ti bo on potem odprl vrata v nebesa. Ampak to mora biti opomnik na ljubezen do bližnjega. Takrat to znamenje ni Malik, ampak je opomnik. No in tukaj pač ni pisateljeva naloga, da bi krivdo prisojal ali odpuščal bodisi enemu, bodisi drugemu, ampak pravi nič, jaz bom sedaj obudil svojega Lazarja od mrtvih in z njim vred tisto skupino, kjer je pač ta Lazar potem končal. No in to res stori, to literatura, to moč literatura ima in v nek duhovni prostor, v literarno fikcijo seveda, ampak tudi v duhovni prostor, v duhovno komunikacijo z živimi, s tem časom pravzaprav spostavi tiste umrle, ker ga zanima, kaj pravzaprav sedaj, kje je pravzaprav vzrok, da ljudje kolejo en drugi. Tukaj se potem izkaže, da nista samo Jezus Kristus in Franc Jožef z vso svojo hierarhično oblastjo krivca, da so krivi tudi ljudje, ker enostavno jih z njimi nekako manipulirajo ne samo oblasti, ampak tudi vanje zalezeni demoni. Recimo danes jim krščanstvo reče 7 glavnih grehov. Včasih so ti grehi imeli demonska imena. In ti demoni, napuh, zavis, pohlep, požrešnost, pohota, jeza in lenoba so pravzaprav vsakem od nas. In če jim pustimo, da z nami vladajo, se pravi, nismo več subjekt svojih dejanj, ampak poslušni tem, bodisi vsem, bodisi nekaterim od njih, pač demonom. In tu se potem izkaže ob izzivu neke posode z zlatom, kaj pravzaprav ljudje dejansko so. Mogoče, če se sam toliko še vrnemo k sami zgradbi romana, a se je ideja za roman vam res prikradla tako, kot je zapisano? In v funkciji česa je to zapisano? Zakaj ste potrebovali to distanco, oziroma se vam zdi, da je bralec potreboval ta element postopke potujitve? Lahko bi v bistvu napisali samo zgodbo o obojenih vojakih. Mislim, da je ključno to, kako bralec potem pristopa k romanu, ravno ta okvir metafikcijski. Tako. Sem se zavedal te vloge, te metafikcijske vloge. Tudi mi je nekako bil izziv ta postmodernistični pristop, ker ta postmoderni individualizem, ki ga danes živimo, ki se z njim srečujemo, z njim
kakorkoli drugače smo zaznamovani. To je pravzaprav tisto, kar je vez med danes in nekoč. Ne. Tistih pred 100 leti pač nišče več ne more rešiti. Tudi Jezusu Kristusu in Francu Jožefu en pisatelj ne more pomagati. Lahko pa v današnji čas izgovarja nekaj, kar je pravzaprav prisotno, kar je pravzaprav zopet predmet manipulacij in kar ne vodi k dobremu. To se mi je zdelo ključno, ne, da svojega Lazarja in lahko bi rekli njegove sojetnike obudite od mrtvih, s tem namenom obudite jih tako kot po Janezovem evangeliju Jezus Lazarja. Ne. Ampak da je namen tega, da bi jim dali možnost premišljevati v bistvu to geslo oziroma zaprisego, ne, za vero dom in cesarja. Ne. V imenu te svete trojice se je klalo. Ne. Pravzaprav gre tu za neke vrste pesništvo, ne, pri teh geslih God bless America, recimo. Ne, se vprašaš, kaj za to je. Ne. Če se zavedamo, da so pravzaprav bogovi vzpostavljeni na tem pesništvu, če se zavedamo, da je vera ljudi, navadnih ljudi ali kogarkoli, pravzaprav neka fikcija, zopet neka pesniška iluzija, se je pač treba zavedati tudi tega, da ta iluzija sama po sebi ne rešuje. Lahko je tolažba, lahko je zavetje, lahko je neka pač pot, ki jo človek poskuša slediti, ampak če ni ljubezni do bližnjega, če ni te neke medsebojnosti, ki bi presegala tiste demone, ki sem jih prej omenil, pač rešitve ni. Ne. In ni pomoči, ne morejo tile še enkrat premišljevati svojega. Ne. Oni so žrtev. Oni so žrtev ne samo oblasti in religije, ampak tudi svojih. Samih sebe. Ja, samih sebe. Se lepo rečete, ne. Vsi vi tukaj ste sami sebi smrt. Ja. Ves čas se mi zdi, da je tudi vprašanje v ospredju, kje je križani. A ne? Če se ne motim, mislim, da je bil Heidegger, ki je prek Nietzscheja Jezusa križanega razumel kot prekrižane naravne elemente, ogenj, vodo, zemljo in zrak. In to se mi zdi na en krasen način ves čas prisotno v vašem romanu. Te prekrižani 4 elementi med sabo se križajo in z njimi ima človek križ. A ne? Ja, in so na nek način akter. Ne? Tako. Ja, so akter. In jaz sicer s tem močvirjem, s tem zakotjem pravzaprav hočem podati tudi neko duhovno stanje, neko sliko prostora, ampak duhovnega prostora. Tudi sliko recimo Lazarjevega duhovnega prostora. Tu so mrtvi, tu so demoni, tu je brezizhodnost, tu so ljudje, s katerimi ne more nekako spostaviti pravega stika. Ampak je prisiljen v to in mora. Tako. In je v to na nek način dan, zaklet, bom rekel, in ne more ven. Ne. In ja, to sem jaz tudi sam razmišljal o križu kot simbolu, seveda močnem,
na kaj je pravzaprav Kristus razpet in jaz ga gledam ne kot, kot sem prej rekel, malika, še manj kot strašilo, se pravi, mliča na neki morilni napravi, ki opozarja, če ne boste vogali, boste tako, ne, to je tako najbrž bilo takrat, v tistem času. Ampak, kot sem že prej rekel, ljubezen, ne, ljubezen je na to razpeta. In če, ker Kristus je dal eno samo zapoved ljubezni, ne, in če ljudje tega ne dojamejo ali pa jim ni dano dojeti, so seveda v temi, so seveda v tem močvirju, so seveda razpeti ravno tako med te 4 elemente. In zdaj, kaj pisatelj lahko naredi, drugega kot to izpove, ne more prepričati ljudi, ne more prepričati cerkve, naj vendarle poudari zapoved, da je ljubezen do Boga enaka ljubezni do bližnjega in samega sebe. In tega namenoma ne poudarjajo, to namenoma nekako puščajo, poudarjajo pa to mogoče. Ravno na to sem se hotel navezati. Vsaj dvakrat zapišete besedno zvezo stisniti podse, spraviti podse. O križenem sem razmišljal tudi v odnosu naprimer do Nietzschevega čez človeka. Pisatelj, pesnik pravzaprav ves čas išče tega čez človeka, za nalašč nisem rekel nad človeka. To je ta poanta, tudi križ je čez. Tako, se strinjam čisto. Me pa nekaj zanima, kot v nekakšnem objemu z naslovom knjige Svetlane Aleksijevič Vojna nima ženskega obraza. V romanu tako rekoč ni ženskega lika. Nekje v daljavi je Ilonka, Lazarjeva partnerka, so ciganke, ampak še najbolj ženski lik se mi pa po svoje zdi Reka, Angelika, ki odnaša nekam v neznano. Ja, ta Angelika, v prologu je tam Angela, natakarca ali pač poštirka. In ta Angelika se mi je pokazala kot tisto neki obet, nekaj daje, rešitve pa ni v njej. Pri meni je zmeraj tak, kar so mi včasih tudi zamerili, da erotika ali pa odnos moški-ženska ali pa katerikoli partner, da ta odnos ni odrešitev. Ta odnos je pač močen, je prisoten, vse prisoten, opevan, tako in drugače, ampak tiste bivanjske odrešitve, vsaj jaz kot pisatelj ne vidim, iščem druge rešitve. Ja, ta ljubezen med dvema, ta erotična ljubezen, to dajanje, odvzemanje, to odnašanje, prinašanje, vse to je vzpostavljeno, ampak tu se ne da priti v tisto čez, tisto presežno. Ja, to je. Ja, zanimivo je tudi, da ta sama Reka, v tem primeru daje zlato, ki bo odrešilo pač Lazarja in njegove sojetnike. Je pa zanimiv ta del, ko napišete, angel postane ali ne postane vsak sam. Bodi angel, ampak to je pa pol pikra, za nimb pa rabiš zlato, se pravi nimb, svetniški sija Verola. Ja, to je pač, tu se pogovarjata s tistim mrtvim ciganom,
pač nekim mladeničem, ki ga je v strelskem jarku ta Lazar zadal. In ja, in ta se mu posmehuje, ne. Če hočeš biti tak angel, kot ti ga slikajo, kot ga imaš v glavi, rabiš zlato, ne. Tudi oltarji, tudi, ne vem, palače, vse je bilo v zlatu ali pa v nekem blišču in tudi v dušah se je to naredilo, tudi navadnih ljudi, ne, neka smer, ne. In zdaj, če si ti usmerjen s to vizijo, da je v nebesih vse zlato, da je okrog svetnikov in nebeščanov, sije vse kot zlato, skratka vse nekako asociirano zlato, si pač ujet v to in ne moreš postati angel, ne. Ja. Ves čas sem razmišljal, ves čas branja vašega romana sem razmišljal o neki drugi knjigi. In to je kritika črnskega uma Achilleja Mbembeja. To ne poznam. Njegov filozofski koncept, ne, govori o postajanju črnec sveta, ne, se pravi, da se nam to ves čas dogaja, ne. In kje sem našel jaz to v vaši knjigi? V počrnelcih, a ne? Na neki točki jim rečete tudi črnci. Zdaj v ozadju se mi zdi, ves čas odmeva ta Prešernova ne vrag, le sosed bo mejak, ne. Zdaj Membe piše o tem, kako človek, ne, na neki točki začne postajati človek stvar, človek objekt, človek blago, človek kovina, ko sva bila pri zlatu, človek denar, konc ne nazadnje, ne, človek kanon futer. Tako. Prosil bi vas, če poveste še kaj o počrnelcih, ki so hkrati zelo blizu vragom, ne, zato sem prej omenil Prešerna, demonom, ja. Ja. Jaz sem take mrliče videl, ne. Res postanejo modri, mislim, vijoličasti in potem med drugim tudi mojega brata, no, in vem, kako so potem na neki način odveč, ne. Vzpostavljajo neko stanje, ki za žive ni sprejemljivo, ne. In vsi smo na tem, ne. Vsi smo na tem, bodisi v vojni ali v miru, ne. In sedaj, če se ne zavedamo, ne, da so ti počrnelci pravzaprav nekdo ali nekaj, kar zahteva od nas, da jih vidimo, da jih ne Da jih imamo pozabimo, pred očmi. da jih ne pozabimo, ne. Ker če jih pozabimo, nastaja prostor za nove manipulacije, ne. Če pa ti obudiš od mrtvih nekoga v to fikcijo, če pradedu, ki ga nikoli nisem videl, napišeš posvetilo in ga s tem na nek način vrneš v domovino iz kdo ve katere gubernije ruske, je to pravzaprav nekako dejstvo, ki si ga dolžen, ki si ga kot človek dolžen, dokler lahko in v kolikšni meri pač lahko. In ti počrnelci tam nekje ležijo po grapah, nekje danes nastajajo. Ja. In če jih mi ne vidimo, če ne vemo, kako so potem ne ljudje, v bistvu, kako potem razpada tisto, kako potem tisto zaudarja in vse to, smo dolžni na nek način se zavedati, da je treba to
onemogočiti, da bi nekdo s tem manipuliral. Ne. Ker tam se je štelo, pa še danes se šteje. Toliko mrtvih je bilo, toliko smo jih ubili. Se pravi, smo zmagali v neki bitki ali karkoli. Ne. In s tem manipulirajo. Ne. Češ vsi boste v Gazi, recimo danes, ne, vse bomo pobili tiste, ki se upirajo. Ali pa, da ne bom govoril samo, tudi v Izraelu se je zgodila grda stvar. Ne. Ali če pogledamo v Ukrajino, to so grde številke, ja, in grda dejanja. To so nekako nesprejemljiva dejanja. In če kakšna etična pisateljeva vloga na tem svetu mora zoper to se oglasiti, mora zoper to reči nekaj najbolj učinkovitega, kar zmore. Mislim, da prebral bi en odlomek, ker se mi zdi, da krasen tudi to ponazarja. Pa potem imam eno vprašanje glede tega, ki je pa malo bolj na veseli strani. Žabje reglanje se je zopet na široko, od blizu in daleč razlegalo kakor velika v ihto ukleta rotitev. Kot temno izrekanje enega in istega v noč in tišino, najedalo je. Če je gledal ali mižal v to eno in isto, v to neko ukletost, iz katere ne moreš. Črncu bi lahko rekel, da žabe letijo z glasovjem, z reglanjem, da se tako vsaj nekaj od vsake odmakne iz zamuljenih mlak in da veter to isto kot v valu odnese čez barje in kdo ve kam dalje. Zanima me pa pokrajina, v kateri se to dogaja, je Močvirje. Ampak, a ste pomislili tudi na to žabo v vašem priimku, Nomen est omen? Ker tukaj se mi zdi, da malo namignete na to. Ja, jaz sem to, o mojem priimku sem pač razmišljal večkrat, tudi iskal kaj. In našel sem kraj Žabotin. To je v Ukrajini. To je v tistem srednjeevropskem nižavju, ko je veliko barij, veliko vode, reke velike in tako naprej. No, in ja, mislim, ta priimek je pač priimek, ampak gre pa za to, da po nekem ljudskem izročilu nečiste duše, mislim, vse duše morajo iti skozi vodo na oni svet, ne? Sploh po slovanski mitologiji. In tiste nečiste duše ne morejo priti skozi vodo. Ostanejo nekje v mrtvih vodah ali tekočih vodah, skratka barjih. In žaba ima več teh pomenov, simbolnih, takšnih in drugačnih, tudi htonskih. Je simbol marsičesa, no, in tudi pravljica se ohranja in tako. Recimo, sploh če krastačo pomislimo, ne, in no, in se ji pripisuje nekaj, kar da misliti, da so tudi o žabah ljudje včasih tako mislili, ne, da pač so duše, ki ne morejo skozi vodo, ampak morajo tam ostati, sebi v muko in potem vsake toliko strašiti žive, se vračati kot prikazni, kot duhovi, kot takšne ali drugačne halucinacije in na nek način delati pokoro za svojo nečistost, ne. No, in te žabe pač regljajo. Tudi Strniša, vem, ima te žabe, ne. Z vsem spoštovanjem do Strniševe poetike, jaz lahko rečem, da mu nisem sledil, ne. Vem pa, da izhajava iz istega, ne. Iz te, ne, krčme na robu Močvirja, se pravi neka točka prehoda med to stran in ono stran, med svetom živih in htonskim svetom. No, in tudi moji so na nek način postavljeni, pravzaprav že kar htonski svet, Močvirje, v svet mrtvih.
in iz katerega ne morejo. Ne? V glavnem pri žabah je šlo za to, da pokažem to ujetost, nezmožnost leteti, ne more žaba postati ptica, ker ptice pa so v tem ljudskem izročilu, sploh ptice selivke in pevke, pa imajo pomen čistih duš, ki se vračajo iz rajskih teh livat in logov k ljudem, lastovke, kukavica, štorklja. Vse to ima neke še druge, take tihe pomene. No in prinašajo bodisi srečo, bodisi največkrat srečo. Dobro, kakšno nadlogo tudi, recimo, če lastovka če jo prej slišiš, kot vidiš prvo, to pomeni recimo v tem ljudskem izročilu, da se bo cela srenja o tebi celo leto nekaj pogovarjala. Spravi te ugovarjala, te na tak drugačen način po zobeh vlačila. V glavnem, vse te ptice pomenijo to odrešitev v tem ljudskem pogledu. Žabe, kače, kuščarji, vse tisto, kar je pa v močvirju, kar lazi, kar se ne more dvigniti, so pa te duše, nečiste duše. In če sedaj povem, vsi ti vojaki, ki so se dali zapeljati, ne samo v prvi svetovni vojni, ampak kadarkoli, ker to je večno, tam zdaj regajo in so tam. Ni rešitve za njih. A bi se strinjali, da je tropičje, ki ga je v vašem romanu precej žaba med ločili? Ker hkrati odpira in zapira, je ujeta v to dvojnost. Jaz imam to tropičje nekako, eni pravijo, da ko uporabiš tropičje, je vlak že odšel, da znaš naprej. Ampak jaz imam za nekak atmosferski element to. Nočem ali pa ne gre, da bi povedal vse ali pa o tem razmišljal na glas ali pač v literaturi, ampak pustim bralcu ali pa atmosferi tam te presledke. Tako da, tropičje imam rad, ker se mi zdi, da daje pripovedi neke presledke, neke točke, kjer se bodisi misel lahko ustavi, lahko vrne, lahko gre naprej. Skratka, prekinjen je tok pripovedi, vsaj za hip, da neka misel prehiti tisto. Jaz mislim, v romanu zapišete, zaman je napenjal pogled, kot bi ga napenjal v mižanje. Berite Gral, vam rečem. Najlepša hvala. Hvala tebi. Beletrina v živo.